Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Debata o štantih in kuhanem vinu je ena taka lepa prispodoba naše realnosti. Če pustimo ob strani znanstvena pojasnila o tem, da kostanj jemo med hojo, pijemo pa za mizo, je seveda jasno, da glede na ostale ukrepe, ki veljajo, prodaja hrane in pijače na stojnicah ne more biti dovoljena. Vprašanje pa je, zakaj je bila ta odločitev sprejeta šele, ko so bile stojnice že postavljene in ko se je prodaja že začela. Novoletni kvazi sejmi so namreč vsako leto. Zakaj so torej svetovalno skupino ministra za zdravje presenetili? To je namreč tako, kot če bi burja premočno pihala že en mesec, trajekt pa bi odpovedali šele, ko bi potniki že kupili karto in stali v vrsti v pristanišču. Gostinci seveda bentijo, ampak ker imajo vsi tudi svoje stalne lokale, si morda lahko obetajo večji obisk v njih. Nekateri so se celo znašli in so štante prestavili pred vrata svojih gostiln. Mi vsi pa se lahko zgolj tolažimo, saj po novem letu boljše bo. Sedaj pa se lotimo 50. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo je lider, kako dobri voditelji so slovenski politiki. Kdo je najboljši lider in kakšen mora biti, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Magister Bernard Brščič in dr. Peter Gregorčič. Toplo pozdravljena. Dober večer. Bernard, kaj bi ti rekel, da so recimo kvalitete dobrega vodje, dobrega voditelja? Kvaliteta gotovo inteligenca, potem socialne spretnosti, retorika, potem odprtost, empatičnost, sposobnost strateškega razmišljanja in pa to, da ima človek vizijo, kam želi recimo neko nacionalno skupnost oziroma svojo politično skupino pripeljati. Peter, se ti strinja s tem, kar je povedal Bernard, bi še kaj dodal? Ja, jaz bi dodal eno misel, ki mi je zelo všeč. Enkrat je Sašo Hribar rekel, da je človek vreden toliko, kolikor odločitev je sposoben sprejeti na časovno enoto. Jaz mislim, da mora biti dober vodja, predvsem sposoben sprejemati odločitve. Ok, zdaj, kje vidva recimo, ko iz svojega dela, iz svojega življenja, po kom se recimo zgledujete, koga bi dala za primer, kje sta videla v svoji karieri ali pa v svojem življenju nekoga, da ste rekli, evo, ta je pa dober voditelj, potem se je pa treba zgledovati? Jaz moram reči, v svoji karieri je name največji vtis naredil zdajšnji predsednik vlade, Janez Janša, odlikujejo ga določene lastnosti odličnega vodje, to, kar je Peter rekel, sposobnost sprejemanja odločitev in je v tem smislu najboljši bil, kar sem jih izkusil do zdaj. Ok. Peter? Glej, zdaj jaz se enega prav posebej ne bi izpostavil. Jaz mislim, da dober vodja, neke splošne lastnosti vodje, ki jih je Bernard naštel, so seveda pač tiste, ki so potrebne, ampak mora vsak se najprej dobro počutiti za svojo kožo in vsak je nekoliko drugačen. Na koncu pa človeka vedno spoznaš po sadu, a ne. Se pravi, ne kaj govori, ampak kaj na koncu naredi, in če govorimo o slovenskih politikih, bi jaz se tukaj Bernardu pridružil. Zagotovo je trenutni predsednik vlade pustil v politiki velik pečat, ima tudi zelo dobre rezultate. Žal imamo pa potem celo kopico šibkih političnih voditeljev, ki po mojem so rezultat dveh faktorjev. Prvi je negativne selekcije, predvsem je to opazno na levem političnem polu, to pa je z enega, po mojem mnenju, bistvenega razloga, ker je lev politični pol že dolgo pri nas močno preferiran. Ljudem v resnici ni potrebno kaj dosti narediti, da pridejo na oblast. In če ti ni potrebno se truditi, potem nekako pač sam v sebi propadeš. Recimo, predstavljaj si, da bi recimo Primož Roglič zmagal brez tekme, ker bi bil močno preferiran, ne? Potem bi nehal trenirati in ko bi prišlo do poštene tekme, seveda nikakor ne bi zmogel zmagati, čeprav morda ima izjemno dobre predispozicije. Drugi razlog je pa ta, da šibka politika, in pri nas je glavnem leva politika vladala, koristi omrežjem iz ozadja. Se pravi, če želiš vladati v ozadju, brez da bi dobil neko
legitimno za svoje vladanje na volitvah, si seveda želi šibkih voditeljev, ne. Take, ki ne znajo vladati, ne, take, ki te pokličejo po telefonu in te vprašajo, kaj moram pa zdaj narediti, ne, ker pač jim je fajn sicer, da so v soju žarometov, vendar pač ne znajo stvari izpeljati in rabijo nekoga, ki jih v ozadju vodi. No. Ja. Zdaj, a bi se videla strinjala s tezo, da nekdo, ki je dober, recimo sam po sebi, da je uspešen, da je lahko tudi v končni fazi dober timski igralec, to še ne pomeni, da je tudi dober voditelj. Absolutno. Jaz mislim, da je ključna stvar, po kateri z družbenega vidika presojamo uspešnost voditeljev, je ta, kakšne imajo posledice njegova voditeljska dejanja. Imaš recimo politike, ki so izjemno uspešni, tu bi recimo izpostavil sedanjega predsednika Boruta Pahorja, ki je praktično bil vse veliki tris državnih funkcij, od predsedništva državnega zbora, predsedništva države do predsednika vlade, se pravi, bil je vse, ampak kakšne so posledice njegovega delovanja precej ničeve. Se pravi, je tukaj treba razlikovati na eni strani uspešnost voditeljstva za posameznika, na drugi strani, kakšne posledice ima to za organizacijo, institucijo ali recimo v tem političnem primeru za državo. In tu se jaz s Petrom ne bi strinjal, da Levica nima uspešnih politikov. Ima uspešne zase. Gotovo pa ne za državo. Nasploh je po mojem eden največjih primanjkljajev slovenske politike, da razen peščice v zgodovini, tu bi morda izpostavil generala Maistra, morda Antona Korošca, pa doktorja Jožeta Pučnika, mi v Sloveniji nismo imeli sreče z nekimi velikimi voditelji. Smo tudi narod, ki ne ceni voditeljskih kvalitet in v bistvu častimo omledne ljudi, take, ki sadijo rožice, ki jim bolj kot vsebina, vizija, dejanja pomeni neko nastopaštvo in to je pravzaprav tragedija slovenstva, da se kot narod nismo, kakor bi rekel Karl Marx, nismo zgodovinski narod, ravno zaradi tega, ker nam v bistvu manjka teh resničnih voditeljev, ker če gledaš velike narode, so obdobja, ko nastopijo res veliki voditelji, žali Bog tudi s pogubnimi včasih posledicami za državo, medtem ko Slovenci pa še danes častimo recimo Janeza Drnovška, ko moram reči, da je sinonim za nesposobnega odločanja in mevžastosti, medlosti politike. Skratka, Slovenci ne maramo odločnih ljudi. Peter, kaj ti praviš na to? Jaz bi rekel eno stvar, da ko govorimo o voditeljih, je tudi pomembno, za katero mesto gledamo. Ne? Naprimer, bi dal zdaj primer prav Boruta Pahorja. Jaz mislim, da Borut Pahor je idealen za predsednika države. Se pravi, tam je naš voditelj v resnici. Ne? In to funkcijo tudi po mojem mnenju izjemno dobro in zelo dostojno opravlja in mislim, da bomo to morda tisti, ki še niso, veliko ljudi to že spoznalo, bomo spoznali, ko ga ne bomo več imeli. Ne? Po drugi strani on pa recimo na mestu predsednika vlade, kjer je potrebna bistveno večja operativnost, pa se ni izkazal. Ne? Tam so mu vse niti ušle iz rok. Potem drugi tak tipičen primer je, naprimer, imate političnega voditelja in gospodarskega voditelja. Nekdo, ki je lahko izjemno dober direktor, se mu zna zgodi, da v politiki povsem pogorel. Ker ima v nekem podjetju neke vrste tako absolutistično funkcijo. Ne? Vse je njegova beseda. Ne? Ko pa postane predsednik vlade, mora voditi vlado in tam se mora znati tudi pogajati in podrejati tudi drugim, ker gre za kolektivni organ. Ne? Eni ljudje zmorejo v vseh funkcijah odlično delovati in ti so nekako univerzalni voditelji, drugi pa nekje ne zmorejo svojega okvira. Tako da jaz bi tukaj rekel, nekega splošnega recepta ni in je pač človeka treba presojati skozi vlogo, ki jo opravlja. Ne? Zdaj, sigurno za najširšo skupnost so najbolj pomembni verjetno politični voditelji. A se strinjate, da je težava recimo v Sloveniji, da nekako nimamo
šolanih politikov, tiste, ki jih imamo, so se v bistvu šolali ali pa so se vsaj začeli šolati za to še v bivši skupni državi. Ne? Je to po vašem mnenju težava? Se pravi, da nimamo na nek nimamo, način naprimer, sistema, ki bi vzgajal neke politične Dejstvo voditelje. je, da nimamo institucije, kot jo imajo recimo Francozi, École Nationale d'Administration ali pa London School of Economics v Angliji oziroma Oxbridge, se pravi ta tradicionalni cursus honorum, da si recimo diplomiral iz klasičnih jezikov in potem bil opolnomočen za prevzem funkcije, ali pa če gledaš recimo novejšo zgodovino angleških politikov, so praktično vsi, mislim, da zadnji 3 ali 4 premierji, bodi si na Oxfordu, bodi si na Cambridgeu, diplomirali iz kursa PPE, se pravi Politics, Philosophy and Economics. Tega pri nas ni. Je pa res, da je pa nadproporcionalno zastopana tvoja fakulteta za družbene vede, Kumrovška Sorbona oziroma komunistična valilnica kadrov, ker če bi gledal, koliko ministrov, naprimer, je prišlo iz FDV-ja, boš ugotovil, da je verjetno FDV pa pravna fakulteta, ekonomska fakulteta so tiste, ki so generirale največ voditeljev. Ja. Ampak, Peter, se ti strinjaš, minuto še imamo, preden gremo na oglase, glede tega voditeljstva političnega. Smo zdaj vzpostavili nek sistem znotraj strank ali kako drugače, da bi se te politični voditelji pri nas šolali, ali nam to šepa? Jaz bi se tle najprej navezal na Bernarda, se z njim zelo strinjam glede FDV-ja. Mi imamo nasplošno problem v naši državi tega enoumja. Mi nimamo različnih pogledov, ne spodbujamo tega, da bi recimo različne fakultete vzgajale kadre za isto področje. Imamo tudi, na primer, isti problem imamo s pedagoško fakulteto. Se pravi, ti se zapreš v neko celico in tista celica te znotraj, tisti mehurček te znotraj tistega obdobja, ki je kritično, ko si študent, bistveno determinira. In potem, če imaš samo en tako tovarno politiko ali pedagoga kogarkoli, potem se soočaš tudi v kasnejšem obdobju z nekim enoumjem. In tukaj imamo mi problem. Imamo pa še drugi problem, da nimamo razvite demokracije v smislu, da bi se pri nas vlade menjale. Poglejte, ko se je vlada zamenjala, kakšen halo je ratov, vsak dan so protesti. In potem ti ne moreš imeti različnih svetovnih nazorov, kariernih politikov, zato ker nekdo, če hoče biti karierni politik, lahko rabi tudi, ko ni na oblasti, neko službo. In zdaj, če je neka opcija, na primer v našem primeru desna opcija, tako redko na oblasti, potem ima težavo, ker vsi karierni, se pravi vsi, ki želijo biti karierni politiki, bodo šli v drugo opcijo, v levo, zaradi tega, ker tam lahko dolgoročno preživijo, tukaj pa ne. Tako da jaz mislim, da mi moramo to zadevo začeti naslavljati. Ok, bomo naslovili ta in druga vprašanja po oglasih, tako da ne nam gledalke, gledalci, se vrnemo v kratkem, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo je dober voditelj. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Bernard Brščič in Peter Gregorčič. Pogovarjamo pa se o tem, kdo je dober voditelj. Bernard, Peter, preden smo šli na oglase, smo ostali nekako tam pri teh okoliščinah, zakaj recimo v Sloveniji nimamo veliko, ali pa vsaj v politiki nimamo veliko dobrih voditeljev. Pa me zdaj zanima vajino mnenje. Če pogledamo tako skozi čas, v bistvu edina dva, ki sta ves čas na funkcijah ali pa ki sta vsakič izvoljena, ko greste na volitve, sta ta dva, ki ste jo že vidva omenila v prvem delu oddaje. Se pravi, zdajšnji predsednik vlade Janez Janša in zdajšnji predsednik republike Borut Pahor. Kaj recimo imata ona dva po vajinem mnenju, kar ostali nimajo, oziroma zakaj sta ona dva edina, ki nekako vztrajata ves ta čas praktično še iz prejšnjega sistema, iz prejšnje države do danes, medtem ko se ostali pač pojavijo, pa grejo. Jaz mislim v primeru Pahorja, da gre za tipičnega narcisa, v bistvu solamente una faccia bella, pa še to, mislim, je diskutabilno. Ja, to se tudi omlednost, s časom se pravi spreminja, neartikuliranost. Sej je vprašanje v demokraciji,
dejansko ljudje, ki so odločni, ki imajo jasna stališča, niso zaželeni in je dejstvo, da na takih funkcijah, kot je predsedništva, ki je več ali manj šminkerska, ne? Ja. On je idealen šminker, se pravi, obseden svojo podobo znotraj te tako imenovane črne triade, narcisizma, makiavelizma, pa psihopatologije, ima zelo poudarjeno to narcisistično komponento. Pri Janši, na primer, če govorimo o tej črni triadi, bi rekel, da je zelo poudarjen makiavelizem. Se pravi, da je človek, ki zelo jasno ve, kaj hoče, je eden redkih, oziroma pravzaprav edini v slovenski politiki, za katerega sem jaz prepričan, da on odloča o stvareh, da ni marioneta, razen verjetno marioneta nekih globalističnih akterjev, se pravi, da dobiva plonk listke iz Bruslja, Washingtona ali Tel Aviva. Kar je pač objektivno, ne? Ampak je v bistvu avtonomen igralec na političnem parketu, medtem ko so pa vsi ostali pa več ali manj mandžurijski kandidati marionete, ki v bistvu delujejo na podlagi nekih navodil odtujenih centrov moči, kot bi se izrazil pokojni doktor Pučnik. Peter. Jaz bi najprej rekel glede tega, da imamo malo voditeljev. Ne. Moramo se zavedati, pač izjemnih ljudi je malo, zato so izjemni. Ne. In mi smo vseeno 2-milijonski narod, mi tudi genskega materiala nimamo neskončno mnogo. Mi si včasih predstavljamo, da bomo lahko ljudi v vseh pomembnih funkcijah kar zamenjali z novimi. Ne. Pač najprej se moramo zavedati, da naš bazen je zelo omejen glede tega. Ne. Ja, zdaj se bo povečal za polovico v 10 letih, smo slišali. Ne? Ja, kogar sem slišal, bilo to malo narobe povzeto, ampak vse vseeno. Okay. Ja. Druga stvar je, dober voditelj mora imeti karizmo, ne, in oba ta dva jo imata. Pri nas se pa zgodila še ena druga stvar, ki je po mojem zelo značilna za slovensko okolje, in sicer ena generacija je bila preskočena. Mi, ko smo dobili novo državo, se je neka garnitura politikov ustoličila in malo tudi zaradi negativne selekcije, recimo očetje svojih sinov, če tako rečem metaforično, niso spustili v politiko. Se pravi, mi teh, sinov naših prvih politikov praktično nimamo v politiki in zdaj prihajajo nekje vnuki. Ti so pa še mladi, recimo, ne vem, jaz mislim, da če izpostavim ministra Nove Slovenije, ne, mislim, da so vsi 4 zelo dobri kandidati za dobre voditelje, ampak seveda, ker so še izjemno mladi, neke kilometrine jim še manjkajo, zdaj dobivajo in dajmo času časa. Ne. Jaz ne bi kar tako odpisal tele, če rečem, tretje politične generacije, ki prihaja na politično sceno in bo nekje v roku 10 let verjetno prevzela državo, ne, in takrat bodo pač tudi po mojem dosti dostojno vladali. Ne. Ampak vse poizkusi menjave generacij so bili, ne, se pravi, ni čisto tako, da kronskih princev ne bi bilo. Spomnimo se poizkusa s Tonetom Ropom, se pravi pomladitve generacije rojene tam v 60 letih, pa se je ta kronski princ Milanu Kučanu izneveril in po svoje velika tragedija, po mojem, in grenkoba teh akterjev, kot sta recimo Milan Kučan ali pa trdorokec Janez Zemljarič, je, a veš, Zemljarič, ne vem, star, po mojem, zdaj je 94 let, pa praktično nimajo naslednikov, ne zato, ker jih ne bi želeli, ampak ker so jih poizkušali ustoličiti in so se za težke bednike izkazali, in po svoje je grenkoba Milana Kučana v njegovem 81. letu, da mora intervenirati 20 let potem, ko nima nobene formalne funkcije, da se ga sprašuje kot nekega preroka. Mislim, kdo pa je Milan Kučan? Praktično upokojenec Nemo Nihilkve danes, ne? Ampak še vedno človek na levici z veliko težo, katerega imprimatur ima posledice. Ne? A je
Jaz bi Hotel tukaj kaj dodati, rekel, Peter? Ja, jaz izvoli. mislim, da je tu prav težava teh kronskih princev. To so ljudje, ki jih nastavijo kot svoje naslednike njihovi predhodniki. Tukaj nujno prideš v negativno selekcijo. Ne. Mi smo šele zdaj recimo se začeli odpirati neki meritokraciji, kjer se morajo ljudje izkazati in potem postanejo vodje. Ne postanejo vodje zato, ker jih je nekdo, ki je bil nad njimi postavil, ne, potem dobiš nekaj na koncu, bom rekel, malo grdo kekce, ki tega ne zmorejo voditi. In tukaj smo imeli mi problem. Jaz povem tudi iz izkušnje, jaz sem delam na fakulteti, kjer je bilo to vrtičkarsko izrazito pred desetletjem. In tukaj nas je res vzujf, ne, ker je imel vsak profesor svoj vrtiček, ki je potem nastavil nekega svojega naslednika in glavna zadeva je bilo biti glavni na vasi, ne pa glavni v svetu. Ne. Ko smo to zadevo rešili, mislim, da je bil to, se pravi, dekan Širok, to je bil 3 dekani nazaj, potem je to odlično nadaljeval profesor Kalin in zdaj tudi odlično sedajni dekan, profesor Sekavčen, ki nadaljuje, ne, in so tile novejša generacija dekanov uvedla meritokracijo, je naša fakulteta kar naenkrat iz njega povprečja postala vodilna fakulteta na področju tehnike. In nekaj takega se mora nam zgoditi tudi na nivoju državne politike. Se pravi, mi moramo odpreti mesta za vse, ki so sposobni in se lahko izkažejo in dajo rezultate. In presojati moramo ljudi izključno po rezultatih. Ne. Če ne daš rezultatov, moraš iti. In tukaj to je tudi ena lastnost, ki jo ima Janša in je izjemno dobra. Ne. Kot jaz vem, ti si pri Janši lahko na neko mesto si lahko izboriš, izpogajaš, vendar, če tam ne boš dal rezultatov, ki se jih od tebe pričakuje, boš v enem mesecu odstavljen. In zato mu sistem funkcionira. Ne. Če pa tega nimaš, potem prideš v neke tonete rope. Ne. Mogoče to velja nasploh, ne pa zdaj v tej vladi. No, ta vlada je res posebna, ampak se mi zdi zdaj, da je ujetnica same sebe in koalicijskih razmerij. Tle jaz nimam občutka, da kdo gre, tudi če ne da rezultatov. Ne? Ampak to je že neka druga debata. Jaz mislim, debata. Da smo od meritokracije v politiki zelo, zelo daleč. Tudi zelo daleč smo od antičnega ideala, filozofa, vladarja. Še najbližji mogoče je bil tu dr. Jože Pučnik, ki pa žali Bog ni uresničil tistega poslanstva, po mojem, ki ga je imel. Ne. Nasploh je, po mojem, potrebno načeti vprašanje, ali se voditelj rodi, ali se naredi, oziroma ali gre za to Carlyleovo tezo, da je zgodovina produkt dela velikih mož in da je posledično potrebno se ukvarjati samo z biografijami in ne nazadnje marsikater nedobudni politik se obrti oči s tem, da prebere nekaj 10 biografij uspešnih politikov, da se ugotoviti, kje so tiste lastnosti, ki družijo recimo velike transformacijske voditelje. Po drugi strani je pa res, da zgodovinske okoliščine naplavijo na površje te velike voditelje, ki imajo potem dejansko lahko zgodovinski vpliv. Ampak recimo, če pogledaš to okno priložnosti, za slovenski narod je bila osamosvojitev, pojavnost recimo Jožeta Pučnika je ena izmed tistih, ki bi recimo, če bi takrat prevzel pomembnejšo vlogo, da bi postal recimo predsednik države. Jaz mislim, da bi bil on idealen predsednik. Zakaj? Zaradi tega, ker je artikuliran. Je pa res, kot rečeno, da Slovenci ljubimo očitno politike z modrimi očmi, ala Milan Kučan, ala Borut Pahor. Ne? In je potrebno se vprašati, kaj v demokraciji vleče. Ne? Gotovo si uspešen voditelj, če si inteligenten, če si izobražen, ampak v demokraciji, zlasti slovenski, je pa dejstvo, da ljudje ne marajo pretirano inteligentnih, ker bi se počutili počutijo manj vredne. Ne? Manj vredne, ne? Ja. In dejansko se to vidi, naprimer, če pogledaš 4 jezdece Apokalipse, kaj jih druži? V bistvu patološka ambicija, se pravi mesca Bratuškovo, Kulovce, ne? Patološka ambicija, hkrati pa
neskladje med sposobnostjo in ambicioznostjo. Morda je to najbolj izrazito pri Alenki Bratušek, ki je zame klinični primer Dunning-Krugmanovega efekta, se pravi neskladja med sposobnostjo in ambicijo, in najlepše se je to potem na njenem katastrofalnem zaslišanju leta 2014, ko je kandidirala za evropsko komisarko, pokazalo. To je problem, se pravi, ni dovolj patološka ambicija, ampak tudi določena sposobnost. Medtem ko je dejansko problem teh levičarskih politikov je pa to, da je zelo veliko toplega zraka ambicij, tudi leporečja, ki imponira slovenskemu človeku, medtem ko vedenja pa uvida sposobnosti je pa zelo malo. Peter, a se ti zdi, da, kakor je tudi nekako Bernard načel, ne, da se Slovenci bojimo na nek način nekoga takega pač z voditeljskimi sposobnostmi, zelo uspešnega, ki je neminovno tudi zelo zahteven. Imamo rajši pač to, da se kaj dosti ne dogaja, da je bolj, da nas je strah nekoga, ki bi od nas zahteval več, kot smo mogoče sposobni ali pa pripravljeni dati, nas spravo v neke situacije, ki sicer lahko nas dvignejo na višjo raven, ampak ni čisto sigurno, da bomo pri tem uspešni. Smo bolj ziharaši in potem tudi v politiki nekako podzavestno bolj akceptiramo take bolj ziharaške politike. Kaj ti meniš o tem? Jaz bi rekel takole, najprej ena lastnost dobrega voditelja je ta, da ima karizmo in da potegne za sabo množico, da mu ljudje sledijo. Ne? Se pravi, po tej definiciji ne bi mogel potrditi tej tvoji tezi. Okay. Je pa res, ne, da če se pa nekdo tazga človeka ustraši, potem lahko preko medijev pokvari njegovo podobo. Ne? In ljudje v resnici gledamo na človeka tako kot čez očala, ki nam ne nataknejo mediji. Imaš nek filter in potem morda vidiš malo drugače. Bi pa glede političnih voditeljev rekel še eno drugo stvar. Ne? Človek, ki ima vodstvene sposobnosti, ki mu ljudje sledijo, ki se zna odločati, ki ima uvid, kot je lepo omenil Bernard, je iskan v čisto vseh panogah, ne samo v politiki. In naša težava, in to ni samo naša težava, jaz mislim, da tudi širša težava, se pravi razvitega sveta, je, da smo politiko zbanalizirali, pri čemer recimo v Sloveniji ima politika tudi porazno nizko plačo. In zakaj bi nekdo, ki ima te sposobnosti, šel v politiko, če lahko bistveno več zasluži v gospodarstvu, zakaj bi šel v politiko, recimo, da mu denar ni pomemben toliko, kjer si bo umazal svoje ime, ker ga bodo določene strukture, ki želijo vladati iz ozadja, poteptale, našli vse njegove grehe in ga umazale in pač očrnile, če lahko on nekje drugje uresničuje svojo ambicijo v čist drugih področjih, ki pač niso politika. Tako da jaz mislim, da imamo mi tudi ta problem in tudi z tega stališča je bilo nujno, da mi tole polarizacijo, tale dobesedno sovražni govor, ki se je zdaj razpasil v našem političnem prostoru, umirimo, ker drugače kakovostnih kadrov, ki nas bodo vodili v boljšo prihodnost, enostavno ne bomo dobili, ker ti kadri imajo izbiro. Potem pa gredo v politiko samo še tisti, ki druge izbire nimajo. In poglejte, ko recimo minejo neke volitve, kjer se zamenja veliko poslancev. Jaz sem se enkrat spraševal, enkrat se je zamenjalo več kot pol parlamenta, vsi so ostali na teh, se pravi, nadomestnih plačilih. Sem se vprašal pa, kdo nam vlada? Če nek človek ne more dobiti 3000 evrov, in je raje na nadomestnem plačilu po svoji politični karieri, potem se resnično sprašujem o njegovih sposobnostih, ker želel bi si pa, da nam seveda vladajo najbolj sposobni ljudje, ampak taki zagotovo eno leto ne išče službe, ki bi bila pač bolje plačana kot je imajo poslanci. Ja, to je sigurno težava, mogoče je pa težava tudi v tem, ne vem, če se strinjate, da politike po uporabi zavrzi, skoraj imamo tako pravilo v Sloveniji. Praktično s politiki bivšimi, ki so se tudi lahko izkazali, ali pa vsak si je nekaj gotovo dobrega naredil, ali pa je kje še uporaben, ne vemo, kaj z njimi početi po njihovi karieri politični. Kaj pravita o tem, recimo? Ali pa da si umazan, tako kot si ti rekel, Peter, ker si bil v politiki, si tako umazan, da potem praktično ne dobiš službe oziroma ne moreš nadaljevati svoje prejšnje kariere, ne moreš se vrniti v svoj izvorni poklic, recimo. No, jaz mislim, da bi moral format politika biti vendarle tudi povezan z uresničevanjem javnega interesa. Se pravi, da jaz si
mogoče idealiziram politiko kot upravljanje javnih stvari in ne more biti determinirana samo s finančnim motivom. Sigurno, da za 3000 evrov plače nekdo, ki je sposoben, ne vem, namlatiti 20 000 evrov, je to težka demotivacija, ampak denar ni edino merilo v življenju in gotovo za politika ne bi smel biti. In težava slovenskih politikov je dejansko, da je zelo malo takih, ki so ekonomsko preskrbljeni, da bi recimo, tudi jaz moram reči, da sem malo skeptik do profesionalnih politikov, se pravi takšnih, ki začnejo svojo kariero pri 25. letu in se upokojijo pri 70. Praktično z 45-letno kariero v politiki. Jaz mislim, da je zelo dobro, da v življenju počneš različne stvari in da sredi svojega življenja, ko si recimo materialno preskrbljen zase in za svojo družino in da ti morda ni vseeno, kaj se dogaja z nacionalno skupnostjo, v kateri živiš, potem daš tudi svoj prispevek. Žali Bog je pa danes seveda politika brez romantike, se pravi te idealistični pogledi v tem, da bi skušali obnoviti neko platonsko videnje filozofov, vladarjev, raznih pučnikov, ali pa recimo zame bi bil veliko boljši kandidat za predsednika države kot Borut Pahor, Drago Jančar, na primer, se pravi nek vrhunski intelektualec, človek z gravitasom, z uvidom, ki je sposoben vodenja z moralnim zgledom. Jaz ne vem, po čem, na primer, bi se jaz zgledoval po Borutu Pahorju, razen mogoče to, da zelo lepo kaže rokave pod suknjičem in da nosi manšetne gumbe in da zna nositi do kolenke. Dejansko nekega, bom rekel, tazga senatorskega vodenja z antičnim gravitasom ni in tu je velika škoda, recimo na predsedniškem mestu mi v samostojni Sloveniji nismo imeli nekega res vrhunskega intelektualca, filozofa, vladarja, ker je res, kot je rekel Peter, da v vsakem funkciji se zahteva različen tip voditelja in jaz bi si enkrat želel imeti predsednika države, ki bi ga intelektualno spoštoval. Do danes te sreče nisem užival. Ampak kdo bo zdaj po vajenem mnenju, kdo bo prišel? Ne? Zdaj vemo, Pahor, ne more več kandidirati za predsednika republike, Janez Janša tudi verjetno ne bo večno predsednik vlade. Kdo so zdaj ta generacija vnukov, ne? Če vaju parafraziram odprej, očetov naše države, koga vidva kot naslednika, recimo Janše pa Pahorja? Kdo je na vidiku? Janša, na primer, on je mislim, da letnik 58, to se pravi, da je star zdajle 63 let. Ja. On ima še 15 do 20 let življenjske dobe in sem prepričan, da se on ne bo umaknil in tudi zakaj bi se umaknil, ima najbolje delujočo stranko v državi, se pravi, on bo še vedno torišče slovenske politike, praktično se bo vsa politika še naprej pozicionirana glede na Janšo in kar bo Janša ali ima Janša rad skutne palačinke, bo tistih 20-25% to absolutno sprejelo in tisto, kar njega dela za res vrhunskega voditelja, je to, da tisti, ki mu sledijo, so pripravljeni čez noč obrniti volte-face v celoti prepričanje. Od tega, da nasprotujemo islamizaciji, do tega, da podpiramo Turčijo, da spregledajo vse zdrse od tega, da ni neprodušno zaprta južna meja in to mislim, da je velika umetnost, če si ti tak voditelj, ki lahko
potegneš za sabo, morda ne celotnega naroda, kot je v njegovem primeru, ampak praktično, da imaš sledilce, ki praktično odvržejo kakršenkoli kritični razmislek in ti sledijo. In mislim, da ga ni politika v Sloveniji, ki bi mu recimo 20% ljudi pripravljeno slediti, jeti na ulico in vpiti Janša, Janša. Jaz si ne predstavljam, da bi recimo se zbralo ljudi 20 000 in vpili Šarec, Šarec, Bratuškova, Bratuškova. Ne? Se pravi, tu imamo res en tak zanimiv fenomen. Ok, Peter. Jaz bi sam to rekel, jaz ne verjamem instant politike. Se pravi, nekdo, ki bo nekoč vodja, zagotovo ne bo prišel z neba in bil v politiki, tega smo videli veliko. In so vsi bili za en mandat ali pa še za cel mandat ne. Ker politika je obrt. In obrti se naučiš časoma in ima svoje trike. Potrebuješ v bistvu z vsakim dobrim vodjem, jaz mislim, da je v ozadju cel kup ljudi, ki mu pomaga, ki ga tudi obvešča, ki ga brifira. Brez tega dobrega politika zagotovo ni. In ta človek bo zagotovo zrastel iz teh vrst, recimo zdaj mlajših ministrov, ki so trenutno v tej vladi ali pa še katerih drugih. Je pa vedno tako, ko jaz se recimo z Bernardom ne strinjam, da Drnovšek ni bil močan politika ali pa vodja. Ker če ne bi bil, on ne bi imel toliko mandatov, ne bi vladal. Je pa res, da za vsakim močnim vodjo se potem pojavi nek vakuum in to se trenutno zgodilo na Levici. Levica se po Drnovšku, po razpadlem LDS-u ni uspela sestaviti. Zanimivo bo videti, recimo, kaj se bo zdaj zgodilo v Nemčiji po Angeli Merkel. A bo spet nek tak nov, zelo močen politični obraz se pojavil ali se bodo nekaj časa lovili. Tako da to bo tudi zanimivo. Jaz bi tukaj samo ena kratka intervencija. Mislim, da je velika razlika. Jaz ne govorim, da recimo Borut Pahor ni uspešen. On je zase izjemno uspešen politik. Pa praktično on je bil vse, kar je možno v tej državi. Kar je lahko bil, ali pa kar je hotel biti. Ali je to dobro za državo, kakšne so posledice. Zame je velik voditelj tisti, ki za sabo pusti narod, naprimer, v veliko boljšem položaju, kot je to bilo pred njegovim nastopom. In recimo, tu sta po mojem dva velika voditelja bila v slovenski zgodovini. Eno je general Maister, drugo morda Anton Korošec, ki sta imela dejansko tak status, da sta neke velike stvari v letu 18-19 Slovencem priborila, oziroma pozneje v času kraljevine SHS oziroma kraljevine Jugoslavije. Pri koncu vdaje smo... Če smem, tukaj sam še kratko repliko. Tukaj je zdaj Bernard rekel, se zelo strinjam, kaže pa na eno lastnost Slovencov. Mi zelo težko priznamo uspehe živim ljudem. On je omenil dva človeka, ki pač nesporno je omenjati, ker smo jo že predelali. Je že pač minila generacija, oziroma več generacij, odkar sta živela. Mogoče samo to. Mislim, da Slovenci so mogli naučiti reči hvala ali pohvali tudi ljudi, ki še živijo in nam še vladajo. Mi smo vedno ljudi občudovali potem, ko jih ni bilo več. Enako je bilo tudi recimo s Pučnikom. Čisto pri koncu vdaje smo samo zelo na kratko, me še zanima vajino mnenje, lepo prosim. Zdaj, več kot 30 let samostojnosti je za nami. Mislite, da je napočil čas, da bi zdaj prevzeli ključne funkcije v državi ljudje, ki so se osebnostno ali pa če hoče tudi politično izoblikovali že po osamosvojitvi, ne pa prej? Jaz mislim, da je absolutno čas, samo dejansko je to stvar na volivcih. In če so zadovoljni s statusom quo in z neko generacijo rojeno v 50-ih, v demokraciji pač odločajo ljudje. Dejansko demokracija ni vladanje najboljših, to ni vladavina filozofov, vladarjev, ampak je v taksonomiji Sokrata druga najslabša oblika za tiranijo. Ok, pa naj bo danes, Bernard, tvoja zadnja, pa bo naslednjič Petrova prva. Torej za danes magister Bernard Brščič, dr. Peter Gregorčič, najlepša hvala za vajine komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o dobrih voditeljih, že 654. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali 60 let politologije v Sloveniji. Kaj nam je prinesla? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.